No, mi pa imamo radi jutranje obiske, zato v tem tempu tudi nadaljujemo. Imate kdaj občutek, da nečesa ne bi smeli storiti, pa ste vseeno in se je kasneje izkazalo za napako, ne? Kaj je intuicija? Zakaj jo pogosto ignoriramo? No, pa tudi, ali imate ženske res bolje razvito kot mi moški. O tem se bomo pogovarjali v naslednjih minutah. Boris Vene, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, zanimiva tema je pred nami. Mi smo začeli že pogovor, moramo kar povedati našim gledalcem. Nekaj smo že rekli, ja. Ja, tako v bistvu zanima nas, kako prepoznati intuicijo, ne? Vendarle, nekako človek je sestavljen iz svojih misli, čustev, vse to vpliva na nas. Ampak kako vemo, da je pa nekaj intuitivno, a je to kot nekaj, da nas zadane kot strela z jasnega, ali čutimo mogoče kakšen topel občutek v prsnem košu? Mogoče hladen? Ja, intuicija je v bistvu globje sporočilo telesne inteligence, ki deluje preko globih ravni uma, se pravi podzavesti in pa tudi duše. S tem, da ne gremo preveč globok, je tudi ta naša duša povezana s spiritom, jaz rajš rečem angleščin, ker če bi pri nas rekel zdaj duh, ne, bi bilo to kot ghost, ne. Tako da tukaj so te ravni, potem imamo levo pa desno možgansko hemisfero. Za desno vemo, da je intuitivna in to je leva plat telesa, ker se živci križajo. Leva je pa racionalna, se pravi desni del telesa. In v bistvu sporočilo duše velikokrat zaznamo kot ali hipen občutek, se pravi, deluje preko misli, srce deluje pa preko občutkov. In ko občutku dodaš lasten pomen, iz tega razvijaš čustvo. Nemalokrat niti ne vemo, ne, da se nam zgodi neka intuicija, da dobimo nek šesti čut. Kako to občutimo? Kaj se takrat... Pa dajte nam čisto plastično povedati. Kako jaz vem, da zdaj se je pa vklopil šesti čut, intuicija, to se pravi, nekaj moram narediti. Kako to vem? Ali gre morda za opozorilo, ali pa morda je to neka potrditev, da smo na pravi poti? Sedaj, ta občutek je tisto, kar je bistveno. Se pravi, ta misel, tisto, ko enostavno občutiš to, enostavno veš, da to tako je. Enostavno veš. Recimo, če dam kar konkreten primer, ne. To, kar zdaj govorim, pač združujem starodavna znanja, povezana z najsodobnejšimi znanstvenimi dognanji. In recimo, ko sem bila z ženo, sva bila recimo velikokrat v Indiji, sva šla skozi vse te meditacije, mimogrede meditacija je zelo dobra za prebujanje intuicije. In recimo tam smo meditirali v ašramu tudi 6 do 8 ur. In zanimiva zgodba je ta, kako se začne, ko mi odstranimo ta ta zavestna prepričanja, tudi ko rešimo z nezavednimi vzorci, se pravi, se potem sprosti tisti notranji glas. In recimo zanimiva zgodba je, to sem že opisal leta 2003 v knjigi Uživaj življenje, postal boš bogat. In sicer bil sem v meditaciji, videl sem v prihodnost. In si ta zgodba, vse to, kar se bo zdaj dogajalo in se dogaja, to, če ste knjigo gledali, boste videli, da se vse to zgodilo, ne, oziroma se dogaja. In dejansko sem v meditaciji dobival čisto eno zgodbo, kako bo v prihodnosti, kako se bo dogajalo. Najbolj fascinanten pa je, in potem se je pač meditacija zaključila in potem sem šel spat in po noči so se sanje nadaljevale te zgodbe. In recimo, to je eden načinov, kako recimo se stvari dogodijo. Drug način je, ko enostavno dobimo občutek, tisto, ko rečemo, ja, to tako je, to vem, da to tako je. Recimo, drug konkreten primer. Ko sem bil hudo bolan in so mi dali nekje, to je bilo 19 let nazaj, samo še pol leta življenja, ne, da mi morda preostalo samo še pol leta življenja, takrat sem v bistvu veliko raziskal po internetu, katera metoda je zame, ker združujem, rad imam holistično medicino, se pravi klasično plus alternativno. In kaj se je zgodilo? V bistvu vse te informacije, ki sem jih dobival, v bistvu sem si postavljal napačno vprašanje, kako najdeti tisto pač rešitev za sebe, oziroma komu verjeti. Ne, ker vsi govorijo, da boš, če boš njihovo metodo uporabil in tako naprej, boš zdravo in tako naprej. Ampak potem v enem momentu, ko si čist poln teh informacij in si čist zgubljen, ne, mi je prišel kar naenkrat odgovor, tukaj si jaz postavljam napačno vprašanje. Pravo vprašanje je, v kaj jaz verjamem. In takrat se je povsod začel postavljati vsa tista metoda, katere sem se lotil. To je recimo naslednji način, ne, skozi prakso, kako se to v bistvu zgodi. Naš pogovor bomo nadaljevali, pogledali bomo, kaj pravijo ljudje oziroma naključno vprašani, ali poslušajo svoj šesti čut. Poglejmo. Ali poslušate svoj šesti čut?
Občasno. Ja, včasih. Trudim se, da jo prepoznam, da zares vem, da gre za pravo intuicijo. Žal pa je vedno ne poslušam, tudi v preteklosti je nisem, ker mi je marsikdaj hodilo narobe. Mislim, da iz nezavednega dobivamo veliko odgovorov. Ja, načeloma kar je. Vas je ignoriranje vašega šestega čuta kdaj pripeljalo tudi v zagato? Občasno. Tudi, ja, se je že zgodilo, ja, parkrat. Mislim. Ne, nikoli. Ja. Pa trgovanje z vrednostnimi papirji, ki bi se mogel poslušati, pa me je pol pohlep. Mal, vse parkrat sem se malo pekel. Da, predvsem v mladosti, ko še nisem toliko verjela vanjo, da je to tisto res pravo. Se mi je zgodilo. Seveda. To me je pol tudi spodbudilo k temu, da poslušam sebe. Pa vas je poslušanje šestega čuta že kdaj rešilo pred kakšno situacijo? Zdaj na pamet se ne spomnim, ne. Mislim, verjetno da je, ampak trenutno zdaj se ne morem spomniti nekaj. Ja, v večini stvarih ja. Skoraj vedno. Ja, definitivno. Ja, se je že zgodilo, ne vem, tako. Včasih se res zgodi, da pač imaš nek feeling glede nečesa in pač zbereš tisto in ponavadi se res izkaže za ta prav pot, ja. Tudi se je zgodilo. V konkretnih primerih tukaj ne bi. Ja, zdaj sem pa težko spomnil primer, ampak načeloma, ja, kadar pridem do takih odločitev, se zanesem nase, ja. Ja, Gospod ženske- Vene, ne? Ja. Če uporabim frazo, ki jo je ena od anketirank uporabila, ja, je ta feeling, ne? Ampak kdo ima boljši ta feeling? Moški, ženske? Tukaj se mi zdi, da so ženske bolj potrdile, da znajo slediti svoji intuiciji. To je odlično vprašanje. In sicer sedaj, ko sem omenil te globlje ravni, moramo se zavedati, da vsak človek ima v sebi moški in ženski princip. Se pravi, tako znani yin in yang. Se pravi, lahko imate recimo moškega, ki je zelo poženščen, če temu tako rečemo, in obratno, žensko, ki je zelo moški tip. Se pravi, tukaj načeloma ne moramo govoriti o moškem in ženskem na klasičen način. Ampak, če vseeno odgovorim na vprašanje, definitivno v večini imate ženske boljšo intuicijo. Ampak tudi otroci so zelo intuitivni. Kako pri njih nekako ohraniti ta občutek, da bodo tudi, ko bodo odrasli, kajti vemo, mi živimo v modernem svetu, kjer nas druge informacije bolj zanimajo ali pa nekako odtujujejo od nas samih, da bodo potem v odrasli dobi znali to intuicijo tudi izkoristiti. Vendarle intuicija nas varuje pred nevarnostjo. Absolutno. Kar se otrok tiče, pač jaz imam sina, oziroma hčerko pa sina, sta že 32, 28 let stara in ker sem že takrat raziskoval te stvari, sem se najbolj zavedal, da otrok more čutiti varno okolje. Se pravi, takrat, ko čuti, da je za njega poskrbljeno. Se pravi, to je ena stvar, druga stvar je, da čuti to ljubezen. In tretja stvar, da ti dejansko otroku dovoliš, ker on viče tisti drugi svet, ki ga mi odrasli pač skozi ta šolski sistem počasi ne vidimo, ne čutimo več, ne? In da to vzpodbujaš. In če ti vzpodbujaš pri otroku, se pravi, da se pogovarjaš z njim. Recimo, jaz imam zdaj vnučka, ki je 17 mesecev star, to že sam skozi pogled, ko ga pogledaš globoko v oči, ko on pogleda tebe, dejansko že obstaja neke vrste telepatije. Se pravi, če generalno odgovorim na vaše vprašanje, pri otrocih je treba v bistvu z njimi, se pravi, če imamo mi po starodavnih znanjih radost pa igrivost in z otrokom na ta način delujemo in nekje sprašujemo, kaj on vidi, kaj doživlja, ne da smo tisti mentalni starši, ki rečemo, da zdaj fantaziraš nekaj, to je brez veze, ampak da rečeš, povej mi, kaj vidiš, kako to zgleda, da on opisuje. In če ti tako vzgajaš otroka, zdaj me mrazi po celem telesu, kar pomeni še ena druga zgodba, da govorim iz srca, takrat nas zmrzi tudi, to je tudi eno znamen, v glavnem. In takrat taki otroci to ohranijo.
Sej s časoma se mogoče mečka, ampak ta spomin, ker v bistvu do prvih 6-7 let, ne, je možgansko lovanje tako imenovano teta stanju. In mi smo v bistvu samo, če tako rečem, v žargonu downloadamo informacije naše okolice, naše starše, naših pač medijev ali česarkoli in to nezavedni občutki počasi skozi življenje postanejo, v bistvu mi delujemo nekje 95% na nezavednem, pa 5% na zavestnem. In ko človek reče, jaz pozitivno razmišljam, tudi če res to lahko z vsemi 5%, to še zmeraj samo 5%, ne pa 95%, ker je to nezavedno. Kaj pa s starostjo? Se naša intuicija krepi ali dejansko dodajo k tej navidezni intuiciji pač občutki tega, da smo nekaj že dali čez, pretekle izkušnje, občutki, čustva ali ne vem, postajamo bolj intuitivni, ko smo starejši? Čisto odvisno od življenjskega sloga posameznika. Zakaj? Mi imamo več razvojnih stopenj, skozi katere gremo vsi skozi življenje. Ne? Danes nimamo časa, da bi jih razlagali, ampak ena od stvari, ki nas fejs blokira na naši poti, je primitivni živčni sistem. Beži ali bori se ali zamrzni. In če si ti v konstantnem stanju straha, potem pozabi na kakšno intuicijo, ker potem ta primitivni živčni sistem, oziroma temu pravijo tudi reptilski možgani, prevladuje. Če pa mi, tako kot sem že za otroke omenil, če smo pa mi v tistem stanju, da imamo zaupanje v prihodnost, recimo zdaj so časi, ko smo vsi zelo, bom rekel, imamo velik izziv, ne? In če mi zaupamo v prihodnost in če mi gojimo vse te občutke, kot smo že pred oddajo rekli, če mi si dejansko predstavljamo intuicijo kot eno osebo, v katero zaupamo, se pravi, lahko rečemo, enega starčka z brado, ki je dober, ki nas že skozi oči veje ta ljubezen do nas, v bistvu dejansko počasi se mi tudi lahko priklopimo na to energijo in zaznamo. To je ena stvar. Naslednja stvar je pa ta, da lahko uporabimo, kar se tiče krepitve intuicije, tako imenovanega po starodavni šoli misterijev, zunanjega opazovalca. Recimo, imamo mi določeno težavo in seveda, ker mi smo v strahu, primitivni živčni sistem, pa mogoče malo bolj racionalen, ne? Potem nismo toliko intuitivni, ker smo prestrašeni, oziroma nismo skoraj nič intuitivni, oziroma smo, ampak ne slišimo. V tem primeru mi najlažje zaznamo tako, da ta problem, ki ga imamo, da si predstavljamo, da ima ta problem naš dober prijatelj. Kaj to pomeni? To pomeni, ker je in se predstavljamo, da se je on to vprašal. In mi se poglobimo, kako bi mu odgovorili. In mi mu vedno odgovorimo drugače, kot bi odgovorili sebi. Zakaj? Ker mi smo v tako imenovani coni udobja. In iz te cone udobja razmišljamo. In potem, da ker še iz te cone udobja ven, to ponovadi ne želimo, ne? Ker nam pač paše, ampak... Pa morda smo samokritični, ne, do sebe bolj kot pa recimo do prijatelja, ki mu dajemo na svet. To je pa ta leva možganska polovica, racionalni del, ko vse analiziramo, primerjamo in tudi potem delujemo kot človek, ki se primerja, potrjuje, dokazuje. Tako da... Gospod Vene, hvala lepa za vaš obisk, za vsa pojasnila in upajmo, da bomo komu prebudili te plazivske možgane in jih preusmerili v drugo smer. Ja, mi dva bomo vsekakor poskušala, ne? Tako. Delovati intuitivno.